O reševanju mejnih vprašanj komentar dneva Aleš Zalar. Odgovor Hrvaške na pobudo Evropske komisije, da bi mejni spor med Slovenijo in Hrvaško predložili v mediacijo, terja nekaj pojasnil. Na prvi pogled se zdi, da je hrvaški odgovor nekoliko dvoumen, ker želi mediacijo izkoristiti za to, da bi kasneje prišlo do arbitraže. Zato je prav, da se razlikuje med mediacijo kot samostojnim postopkom reševanja spora in arbitražo kot samostojnima drugačnim postopkom. Bistvena razlika je v tem, da je arbitraža usmerjena v preteklost. Zato je v arbitraži pomembno, kaj se je dogajalo v zgodovini, kakšen je veljavni pravni okvir, kakšna so dejstva, na podlagi katerih bo ta pravni okvir uporabljen. Pri mediaciji to ni pomembno. Pri mediaciji je pomembno, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Zato je mediacija usmerjena naprej. Tam ni bistveno niti zgodovina, niti sam pravni okvir, tam so bistveni strateški interesi obeh strank v sporu. In v mediaciji se poskuša iskati vzajemno sprejemljivo rešitev za obe strani, ki seveda zadovoljuje njune strateške interese. Zaradi tega je mediacija mnogo bolj fleksibilen postopek, ponuja več možnosti za rešitev. Pogosto se zgodi, da se stranke v mediaciji dogovorijo nekaj, česar ima nobeno sodišče, nobena arbitraža ne bi mogla prisoditi. In prav v tem je prednost mediacije in prav zato se Slovenija tudi zavzema za to, da se s pomočjo mediacije poskuša zagotoviti rešitev spora. Pri mediaciji je seveda tudi nekaj dodatnih možnosti. Naprimer, mediatorji lahko samo posredujejo, kar pomeni, da pomagajo obema stranima, se ločeno sestajajo najprej z eno, potem z drugo, sami presodijo, kaj bodo nasprotni strani odkrili v zvezi z informacijami, ki so jih pridobili v teh ločenih srečanjih, in na ta način poskušajo pomagati strankam, da pridejo do kompromisa. Mediacija omogoča tudi več kot to, da mediatorji ne samo, da pomagajo, ampak da stranke seznanijo tudi s svojo oceno, kakšne možnosti bi stranke imele v primeru, če bi spor predložile sodišču ali arbitraži. Na ta način poskušajo strankam omogočiti, da razumejo, kakšna tveganja sprejemajo, če se spor predloži nekomu, ki razsoja. In končno, stranke se lahko dogovorijo še za nekaj več, da namreč mediatorji lahko, če ne pride do sporazuma med strankama, strankam predlagajo konkretno rešitev, jo priporočajo. In tudi tu je spet možnih več variant. Ena od njih je ta, da se stranke vnaprej zavežejo, da bodo tak predlog ali tako priporočilo upoštevale, da bo torej pravno zavezujoč in v tem primeru postane rešitev pravzaprav arbitražna odločba, ki jo izdajo mediatorji v vlogi ad hoc arbitrov. Druga možnost pa je seveda ta, da so ta priporočila mediatorjev samo nezavezujoča. Glede na to, da gre za meddržavni spor, bo morda prišla v poštev možnost, da se obe strani zavežeta, da bosta sprejeli priporočila mediatorjev kot politično zavezujoča in ne kot pravno zavezujoča. To pomeni, da bo seveda nad obema stranema visel močan mednarodni politični pritisk, če kasneje ena ali druga stran ne bi hotela sprejeti teh priporočil. Skratka, iz tega pregleda možnosti se vidi, da imata Slovenija in Hrvaška vrsto odprtih možnosti, ki jih morata skupaj preigrati. Kajti do postopka mediacije lahko pride samo, če se bosta obe strani tako dogovorili. Nihče tega postopka nikomur ne more vsiliti, tako kot tudi v mediaciji nihče ne more vsiliti končne odločitve oziroma priporočila. V tem je pa tudi največja prednost mediacije. Namreč
obe stranki kontrolirata tako pravila postopka, kot tudi rezultat postopka. Ne more se jima zgoditi sojenje iz zasede, sojenje, kjer bi odločitev za eno ali za drugo stran predstavljala presenečenje. In to je velika prednost mediacije v primerjavi z arbitražo. Res pa je, da tisto, kar je po eni strani prednost mediacije, je po drugi strani slabost arbitraže in obratno. Zakaj? Zaradi tega, ker v arbitraži, če se jo stranke dogovorijo za njo, imajo stranke vnaprejšnje jamstvo, da bo spor dokončno razrešen, kakorkoli že. Vendar, seveda, stranke izgubijo nadzor nad tem sporom. One prepustijo svoj problem tretjemu, najprej seveda svojim odvetnikom in v končni fazi arbitrom. Nasprotno, v mediaciji ni tega jamstva, da bo prišlo do končne rešitve spora, je pa jamstvo, da se ne bo zgodilo nič takega, o čemer se obe strani ne bi strinjali. To so glavne značilnosti, to so glavne razlike obeh postopkov in morda za Slovenijo še ena pomembna značilnost. V arbitraži je zelo pomembno, kaj določa pravo. V tem primeru, kaj določa mednarodno pravo. V mediaciji to ni tako zelo pomembno. V mediaciji so pomembni strateški interesi. V mediaciji bi se, na primer, stranki lahko dogovorili nekaj podobnega, kot sta se dogovorila oba nekdanja predsednika obeh vlad, Račan in Drnovšek. Medtem ko v arbitraži nekaj takega, kot je bil sporazum Drnovšek-Račan, nikoli ne bi moglo biti prisojeno. Tam bi se striktno uporabilo mednarodno pravo, potegnila bi se razmejitvena črta, brez dimnikov, brez koridorjev, brez morda tudi kakšnega posebnega režima za ljudi, ki živijo na obeh straneh meje. In tudi to je za obe državi lahko pomembna vzpodbuda, da se osredotočita na reševanje spora v mediaciji.